Na Dunaju smo obiskali slovenskega pisatelja Leva Deteljo, pisatelja, romanopisca, pesnika, izdajatelja redne literarne revije Lok. Lep pozdrav, dober dan. Predlagam, da bi v nocojšnjem oziroma današnjem intervjuju šla skozi pomembnejša dela, ki ste jih napisali. Izdali ste že več kot 60 samostojnih knjig in pa mislim, da 30 let izdajate revijo Lok. Ravno pred kratkim je šla 172. številka revije Lok v 43. letniku izhajanja. Lok izhaja od leta 1978. V redu. Bi ga lahko pokazal. Jaz bi predlagal, da greva skozi pomembnejša dela, samostojna dela, samostojne knjižne izdaje. Kajti v slovenskem prostoru te knjižne izdaje niso doživele mogoče dovolj odmeva, kot bi si želeli, ali se motimo? Ne, nič se ne motite, seveda šlo je tudi za posebno politično konstelacijo. Ja, leta 1960 sem se umaknil iz tedanje Jugoslavije in sem bil neke vrste disident, emigrant, oziroma kakor se imenujejo tudi nekatere knjige o mojem življenju in delu. To mi je zaprlo za kar 30 let, torej tisto normalno delovanje v srednji Sloveniji. Moral sem se omejiti na slovensko zamejstvo, na Trst in Gorico, na Koroško in delno na zdomstvo, na emigracijo, predvsem v Buenos Airesu in nekaj tudi v Avstraliji in Združenih državah Amerike. Tako je potekalo moje življenje skozi 30 let, od leta 1960 do 1990 in paralelno sem od začetka 70. let prejšnjega stoletja začel pisati tudi knjige, izvirne knjige, leposlovne v nemškem jeziku. Tako da je kar nabralo se veliko tega na slovenski, da rečem, levici in na nemški desnici. Ja. V jezikovnem prostoru. Teh antologij je kar zelo veliko. Ja, recimo, izhajajo skoraj vsako leto, pa ne samo v Avstriji, na nemškem prostoru, v nekaterih antologijah tudi v Sloveniji sem navzoč in v nebroju raznih literarnih, revijalnih izdaj vsepovsod po svetu. Od Avstralije, Indije, Združenih držav Amerike, Kanade do Španije, etc. Sem v stiku s slovensko srednjo, da tako rečem, pa tudi z nekaterimi inštitucijami. Recimo, sem tudi aktivno navzoč v Radiu Slovenija, recimo v teh občasno sodelujem v oddajah s knjižnega trga, v Ars, v Radija Slovenija, tretji program in tako naprej, v raznih literarnih revijah, tu in tam. In izšlo je tudi nekaj knjig v slovenskem, v srednji Sloveniji, leposlovnih in tako dalje. Ja, to je tako, jaz sem neke vrste outsider, na to sem se navadil, ne. Najprej sem bil neke vrste emigrant, disident, etc., odpadnik, persona non grata, da tako rečem, moteča oseba, ja, posebno za določene kroge. To je gotovo bila ena zaviralni moment za mojo afirmacijo v tedanji Sloveniji oziroma Jugoslaviji. Ampak po drugi strani seveda sem intenzivno delal v slovenskem zamejstvu, zdomstvu, tu sem si pridobil veliko prijateljev, tudi možnosti, v radijih sem sodeloval v Trstu, v Celovcu in tako dalje, tudi v Orfu
ja, v nemškem jeziku in sploh ustvaril sem nek preskok iz slovenskega na nemško področje in nazaj. Ja, in to mi je nekako dalo neko ustvarjalno silo, ja, v različne smeri. Danes moram reči, recimo, še zmeraj sem obravnavan, kar se mi zdi čisto prav, kot neki pisatelj, ki deluje izven osrednjega teritorija slovenskega, kot da ni kulturno slovenstvo en povezovalni prostor za vse. Ali živiš recimo v Melbournu, ali v Kanadi, na Dunaju, ali pa v Mežiški dolini ali Ljubljani. Mislim, to je nepravilno, nekako narediti corpus separatum za določene avtorje, ki živijo izven Slovenije. Sem obravnavan, seveda, torej z nekim določenim prizvokom, se mi zdi. Ampak to je zadeva literarne teorije in literarne zgodovine, kako nekoga v kakšno perspektivo postaviti. Tudi recimo opažam, da slovenski zamejski literati, recimo, ki delujejo na Koroškem ali pa v Trstu in Gorici, so tudi pravzaprav nekako se nahajajo izven slovenskega osrednjega prostora, ker določene skupine okrog glavnih revij in pa inštitucij krojijo tako ali drugačno usodo. Ampak kljub temu moram reči, recimo, da je recimo dr. Janja Žitnik Serafin z Inštituta za migracije in izseljenstvo, slovensko izseljenstvo, naredila veliko dobrega in odličnega, tako da je afirmirala slovensko literaturo, v svojih zgodovinskih razpravah in knjigah, slovensko literaturo, ki izhaja izven Slovenije. In v nekem smislu je tudi zelo dobro in s posluhom in s priznanjem, za kar sem zelo hvaležen, afirmirala tudi moje literarne podvige, da tako rečem. Omejen. Ja, ampak zgleda, da je to slovenski zgodovinski pojav. Če gledamo nazaj, recimo, ena prvih literarnih revij, ki smo jo Slovenci imeli res s kvalitetnim nivojem, je bil Dunajski zvon Stritarja. Ja, in Stritar je pravzaprav potem doživel neke vrste zlom, ker so ta njegov zvon prevzeli liberalniški krogi v Sloveniji, v srednji Sloveniji tedanji, torej v deželi Kranjski in tako dalje. To se pravi, zmeraj se nekaj dogodi, da izven, če nekje ustvarjaš nekje izven, si hitro izven. Moraš biti v srednji Sloveniji, kot mi je rekel, ne bom imenoval zdaj, neki znani slovenski kulturnik, mi je pred kakšnimi 15 leti, detela, zakaj pa se ne preselite v Slovenijo, tu bi imeli vse časti. Sem rekel, pa jaz ne rabim vseh časti, jaz rabim svoj literarni diapazon in moj zorni kot, ki je najboljši z neke nevtralne oziroma drugačne opazovalnice, recimo Stražnega stolpa Dunaj in tako naprej. Kar se tiče kritik, v glavnem so bile, torej ljubeznivo kar naklonjene, v glavnem. So bile pa tudi politične kritike, zlasti v 70-ih letih, 80 letih prejšnjega stoletja v srednji Sloveniji, oziroma še manj kot kritike, boljše je molk, da nekoga tabuiziraš, ker tudi negativna kritika nekje opozarja na akterja. Torej boljše, da akterja sploh ni. In pravzaprav sem takrat doživel vse v srednji Sloveniji velikokrat molk, čeprav so bili tudi dobronamerni poskusi, tudi z komunistične strani. Moram reči tu zahvalo tudi pokojnemu Cirilu Zlobcu in njegovi sodobnosti, ki je kar takrat v tisti kratki dobi liberalizma slovenskega, pred tistimi spet presuki v dogmatiko, kar začel objavljati moje tekste v
sodobnosti. In še več takih poskusov je bilo. In mariborska založba Obzorja, ki je bila takrat zelo afirmirana na slovenskem prostoru, mi je hotela okrog leta 1978 izdati mojo knjigo Izkušnje z nevihtami. Torej ponatis tistega, kar sem izdal v slovenskem zdomstvu, oziroma tu izven Slovenije, v zamejstvu. In imel sem že pogodbo z založbo Obzorja in tako, tisk je bil še v svincu že postavljen, krtačni vtisi so bili narejeni, ampak potem je prišel telefonski poziv nekega višjega tovariša, mislim, da tovariša Ribičiča, ki je rekel, ja, z emigranti to pa ne gre. Emigrantov pa ne boste tiskali. In je bila stvar uničena in tudi nisem dobil nobene odškodnine za to. To so bila potem tista železna 80. leta, dokler me niso pravzaprav z nekim zlobeznivo naklonjenostjo začeli od leta 1991-92 le malo tiskati tudi v Sloveniji. Ja, bil sem kljub temu neke vrste tisti avantgardni pisatelj, ki nekako ne spada v tisto tako imenovano domovinsko linijo, ampak vseeno sem bil pisatelj, ki je bil dovolj zapažen, tako da se ne morem pritožiti, da ni bilo nič narejenega pozitivnega na mene. Gotovo tudi. In včasih celo zelo veliko in pozitivno. Ampak vseeno človek opaža, in to pravijo tudi moji drugi sokolegi, ki živijo tu izven Slovenije, da je pa le zanimanje za slovenske zadeve zelo minimalno. Pa vedno bolj minimalno zdaj v tej tako imenovani digitalni, tehnokratski in pridobitniški Sloveniji. Ja. Toliko za uvod. Ja, začel bi kar kronološko, nekje pri mojih začetkih, ki pa niso bili tako nekako nezapaženi, ker kot je Tomo Virk svoj pozneje v nekem razpravi o meni napisal, sem le razvijal že takrat, recimo leta 1964 z Blodnjakom, to je moja prva knjiga mladega detele, razvijal neko tako eksistencialno, modernistično, alternativno tematiko, ki na slovenskem niti ni bila tako še takrat razvita. Leta 1964 v Trstu. Ja, to je pravzaprav bila neka samoiniciativa, vse že pravzaprav pokaže neko zamračenost, katastrofo, kamen, zanka in tako naprej. Ja, in to so zgodbe odtujenosti, alienacije. Človek se znajde nekje izven meja svoje domovine in mora nekako vseeno najti eno stično točko z soljudmi. Mora sobivati v tej novi tuji deželi, ki je potem počasi postajala manj tuja in tudi moja druga domovina. No, sledile so potem razne take provokativne knjige, malo eksperimentalne, vse na neki eksistencialni podlagi. Torej moram reči, da filozofija eksistencializma, ki jo slovenska literarna kritika pri mojih knjižnih delih skoraj, kot se mi zdi, koliko sem to opazil, ne omenja, je igrala eno bistveno vlogo, recimo Camus in tako dalje, manj Sartre, ja, mogoče tudi Gabriel Marcel, malo tisti krščanski izvor. Ja, prav ta knjiga je šla v Trstu leta 1966, ja, pisal sem jo pa na Dunaju, ampak v Trst je vedno znova prihajal. To so bili zelo zanimivi, dramatični, napeti časi
v Trstu sem takrat somišljeniki ustanovil revijo Most, ki je shajala dolgo dobo do leta 1991 in potem utihnila, kar je tudi zanimivo, z samostojnostjo Slovenije, kot je utihnilo Mladje na Koroškem, kot je utihnil Pahorjev zaliv. To je knjiga Atentat, ampak popolnoma fantastična zgodba o nekem atentatorju, diktatorju, tu je narisan, to so moje risbe, ki prav manipulira tam z množico ljudi in vzpostavlja absolutno oblast. Pomagajo mu Kitajci, to je verjetno tudi kakšna aktualna tema, celo za leto 2021, pomagajo mu Kitajci in vsa stvar se nekako spremeni, absurd, strele z nekega čudnega neba, zverižena drevesa, konje z rdečim očesom in tako dalje. Pripravljate atentat? Ja, to je bil pravi atentat, kot so mislili nekateri voditelji slovenskega socialističnega reda v Beogradu in Ljubljani, atentat na strukturo nove Jugoslavije. No, to knjigo sem kot tudi prve knjige tiskal v eni manjši tiskarni v Trstu. No, in v tisto tiskarno, Keber se je imenovala, ne obstaja več, so začeli prihajati, tako nenajavljeni razni tipi, da rečem skrivnostni neznanci, ki so se zanimali, pri vas, ki ne, gospod Keber, tiskate knjigo Leva Detele, Atentat se imenuje, smo slišali, a bi lahko malo pogledali, kaj v tej knjigi piše. Pa je dobrodušni Keber, s svojimi sodelavci tam sredi svinca in tistih ropotajočih strojev, jih povabijo po stopničkah navzgor, na tako nadstropje z leseno narejeno, ker so potem gledali malo tiste kartačne odtise in pošiljali informacije v Ljubljano ali Beograd. In ker sem bil pravzaprav takrat zelo aktiven v slovenskem tržaškem družbenem življenju, so postavili pod pretres sodelavce Mosta. Recimo revije, ki sem jo sooblikoval oziroma tudi souredil leta 1964 je bila ustanovljena. No in so jih klicali v Ljubljano, ker jih na Socialistično zvezo delovnega ljudstva, mislim, da se je tako imenovala ta inštitucija, in tam so rekli, vi dobivate neko določeno subvencijo od naše države, ampak tu pa neki negativni emigranti kalijo te vode. Recimo Lev Detela v Trstu, ki je tudi urednik revije Most. Tu je napisal neko knjigo Atentat in nam se zdi, da je to atentat na naše zaslužne prizadevne voditelje. Atentat na maršala Tita. In na zagovoru v Ljubljani pri določenem tovarišu, imena ne bom tu izdal, sta bila, mislim, da je bil Ribičič, ne vem kdo, sta bila tudi Vladimir Vremec, še živeči, moj kolega iz Trsta, ki je potem Tržačan, oziroma Openc, ki je v Trstu bil direktor parkov mesta Trst in raznih mestnih vrtov, in pa pokojni Aleš Lokar, ki je bil tudi zelo zaslužen za kulturne programe in revijo Most, kot kulturni publicist in delavec. In takrat so rekli, ne, Lev Detela je samo literat, nima nobeni politični stranki, niti s politično emigracijo v Argentini sodeluje samo občasno in nekako zelo oprezno, z določenimi leposlovnimi prispevki. Prosim, da to upoštevate.
Ja, ker ko sta prišla ta dva moja kolega v Trsti nazaj, sta mi sporočila te neprijetne zasuke in sta rekla, da sem v nekem smislu celo v nevarnosti. Ampak to se je potem zatišalo nekako in uredilo. No, to je bil en tak moment, recimo, zagona in omračitve v zvezi z mojimi literarnimi knjigami. No, potem sem pa pisal najrazličnejše stvari. V 70-ih letih sem začel pisati tudi v nemščini. Ja, moje knjige so bile bolj tako leposlovnega, modernističnega, eksperimentalnega značaja, povezane z avstrijsko grupo, dunajsko grupo, skupino, ki se je imenovala Wiener Gruppe, recimo Artmann je bil v tej skupini, Jandl in taki eksperimentatorji, znana imena. No in to se je kar nekako uveljavilo, ta moj literarni pristop in je bil neko novo obeležje. Vam lahko pokažem to knjigo, če smem. Prosim. Ja, vstati. Pravzaprav moje prve kratke črtice oziroma proza v nemškem jeziku, Legenden um den Vater, legende o očetu. Za to knjigo sem dobil razne nagrade in tako mi je pravzaprav odprla prostor v širši avstrijski in nemški svet. Takrat sem pisal tudi različne spise o aferi Kozbek, ker ta knjiga je šla okrog leta 1976. To so bile ravno tista napeta leta tudi za Edvarda Kozbeka in o Edvardu Kozbeku sem pisal zelo veliko v nemškem časopisju, o tako imenovani aferi Kozbek, potem o tem, kaj se je dogajalo v Trstu, ob pogovoru s Kozbekom v zalivu, ki sta ga opravila še živeči 108-letni Boris Pahor in pa pokojni pisatelj, krščanski pisatelj Alojz Rebula. No, in to je seveda tudi spet nekako bila neka negativna pika na moje delovanje. Ja, dve knjigi, to se pravi, te knjigi sem jaz nekako uredil, to samo jaz, in sem prispeval tudi, to je dvojezična knjiga, ki je šla pri Mohorjevi založbi v Celovcu. In v tej knjigi je objavljen moj esej o Edvardu Kozbeku v nemščini in v slovenščini in Kozbekove izbor iz Kozbekovih pesmi, torej iz njegovi originalni zbirniki, moji nemški prevodi in prevodi moje pokojne žene Milene Merlak v nemščino. Potem sem pa izdal še eno Kozbekovo knjigo pri založbi Kitab, ki pa je šla samo v nemščini, ampak dovolite, da jo poiščem. Ki je šla samo v nemščini pri celovški založbi Kitab Verlag. Uredil sem jo skupaj z Petrom Keršejem, v knjigi so objavljene samo v nemščini njegove pesmi, v mojem, Kerševem in pa v prevodu Milene Merlak, torej moje pokojne žene. Napisal sem tudi esej o Kozbeku v nemščini in prevedel sem odlomke iz njegovega partizanskega dnevnika in pa iz njegove zame zelo pomembne eksistencialne ali pa eksistencialistične študije o religioznem danskem filozofu Kierkegaardu. Ja. In ta knjiga je bila kar precej zapažena, ampak mi smo... Legende um den Vater niso prevedene. Niso prevedene. Ne. Pa tudi recimo, če smo že zdaj spet pri mojih nemških stvareh, recimo Gespräche unter den Fabrikschornsteinen, napisano samo v nemščini. Napisano samo v nemščini, ni prevedeno. Tudi ta knjiga ni prevedena. Ni prevedeno. Moja drama, za katero so se zanimali neki majhni odri,
tausendjährige Krieg, tisočletna vojna, ni prevedena v nemščino, v slovenščino. Ja, in tako. Torej, cela vrsta stvari ni prevedenih, ne. En nemški opus glavne ni preveden. Ja. Torej moraš imeti občutek in znanje nemščine, da doživiš tudi to, kar sem skušal paralelno napisati v drugem jeziku, ker pa je tudi veliko tistega pravzaprav notri, kar se imenuje slovenska mentaliteta. To naj opozorim tudi na Nobelovega nagrajenca, recimo Petra Handkeja, ki ima v svojih literarnih delih, proznih in dramskih, veliko tiste neke take subtilne koroške slovenske melodije. Saj je bila njegova mati Slovenka, čeprav niso doma govorili slovensko, pa tudi njegova mati ne z njim. Ampak obiskoval je tisto religiozno gimnazijo na Plešivcu, Tannenberg, pri Celovcu, in ker je pa bil v stiku tudi s slovenskimi sokolegi. Ja, in potem je seveda podpiral na intenziven način Florjana Lipuša, ja, Gustava Janoša in tako naprej, in naredil kar precej za slovensko literaturo. Ja, če se jim bo zdelo to pomembno in merodajno. Seveda so še kakšni drugi avtorji, ki smo jih spregledali, ker literarna zgodovina ni demokratična in je tudi neusmiljena velikokrat. Ampak upajmo, no, včasih se pojavi kakšen signal in nekje se pojavi neki oporečnik, neko mlado ime, ki začne brskati po arhivih in izbrska kakšno stvar, ki je potem tudi signal za neko novo generacijo. Ja, nekje neki dobi pozneje. Ja, ker stvari se nekje pojavljajo, čeprav niso iste, ampak so pa to stvari, ki kažejo na prizadeto in ogroženo človeško eksistenco. Ali je to slovenska, ali je nemška, ali kakršnakoli. Ja, povsod. Ja, ti romani so izhajali, seveda so imeli spet svojo posebno usodo, izhajali so v glavnem zamejstvu, zelo je bila prizadevna glede romanov Mohorjeva družba v Celovcu in prizadevna je bila tudi mariborska založba Ved, ki pa je, kolikor vem, prenehala delovati v zadnjem času. No, grem pa kar kronološko, če smem nekako opozoriti na te knjige iz izbora 60 knjig približno. Ena prvih knjig pravzaprav. Ja, torej, že leta 1966 se pri Mohorjevi družbi v Celovcu izdal roman Marijin mojster. Ja, in slovenski umetnostni zgodovinarji v Ljubljani so me presenetili z izjavo, da to knjigo proučujejo, čeprav je šla takrat v tistem emigrantskem času, proučujejo kot ena analizo srednjeveškega umetnika, ki ustvarja modre Marije. Ja? In da je to in se nekako poglablja kot oporečnik, poglablja, ker uporablja neke posebne barve in je sprt z hierarhijo, se nekako spopada s hierarhijo, ampak vseeno pride svojo tezo in svojo umetnostjo naprej. No, in zdaj te knjige ne morem pokazati, na platnicah je Modra Marija na Zilji, na Koroškem. Torej, to je moj prvi psevdozgodovinski roman, Marija na Zilji. Marijin mojster. Ja. Je na naslovnici. To je bil nekako en prvi tak
umetnostno-zgodovinski pseudoroman. Ja, o enem posebnem umetniku, ampak tisti umetnik sem tudi jaz. Ja, zato ker ta slikar, ki se spada s katoliško hierarhijo v tistem čudnem srednjeveškem času, je tudi Lev Detela, ki se spopada z diktaturami in netolerantnimi režimi in družbami. Tako da je nekje v nekem smislu tudi namig na lastno usodo. No in Stiska in sijaj slovenskega kneza je roman o knezu Borutu in o problemih pokristjanjanja Slovencev, najprej koroških Slovencev in tako naprej. Vse te stvari so tudi objavljene, pravzaprav dokumenti o pokristjanjanju vanju so objavljeni in konverzijo Bajovarom et Karantorom. Knez Borut, ja, je bil tisti knez, celski, ki je krščanstvo nekako začel v te naše slovenske gore uvajati. To je en tak roman. In stari svet, starih Venetov, vodi roman Jantarska zveza, ki sem ga napisal na pobudo takrat izredno nadebudnega patra Ivana Tomažiča, ki se je za to teorijo zelo zavzemal, ampak jaz sem iz te teorije ustvaril eno fantastično zgodbo v tistih davnih let, ja, v času Rimskega imperija in trgovanja z jantarjem od vzhodnega morja, recimo današnjega Kaliningrada, torej nekdanjega nemškega Königsberga, in tu preko vzhodnih evropskih dežel, po teh jantarskih poteh, do slovenskega ozemlja, do Ogleja in do Rimskega imperija. in ta roman je v svojem času doživel zelo veliko uspeh, bestsellerja skoraj. zelo veliko uspeha, kot tudi roman, ki sem ga ravno prej pokazal, Stiska in sijaj slovenskega kneza, ki je bil celo nagrajen v Celovcu za zgodovinski roman. Dunajski valček za izgubljeno preteklost je tudi zgodovinski roman. Je izhajal celo kot podlistek v nekdanjem tržaškem tedniku Novi list, ja, in je bil pozneje natisnjen tudi v Trstu kot knjiga. Govori o slovenskih meščanih v Sloveniji, torej v deželi Štajerski, v deželi Kranjski in o Dunaju v času zadnjih desetletij Avstro-Ogrskega imperija. Ja, zgodba je tudi ljubezenska in govori o nekem slovenskem, oziroma tudi slovenskem plemiču, ja, ki tam kroji svojo usodo tako ali drugače. Roman podaja neke vrste zgodovinsko podobo tedanjega časa. Po Celjskih grofih sem napisal kar precej debelo knjigo in o njihovem življenju v dveh delih, 3 zvezde se imenuje in je šla pri založbi Ved v Mariboru. Ja, tu notri so torej stiske in upi celjskih grofov, Hermana in tako dalje, potem ljubezenski zapleti, tudi malo seksualno motivirani, in pa pravzaprav prikazane tudi stiska Veronike Deseniške in pa stiska in pravzaprav omejenost tistega časa, kljub velikim upom nekaterih, tudi stiska žensk, ki se niso mogli uveljaviti tisti skorajda popolnoma moški družbi. Pisal sem tudi o prvi svetovni vojni, to pa v zadnjem času. Najprej sem napisal nemški tekst, ja, Die kahlgeschlagene Welt, do golega posekani svet, ja, ki je šel tudi pri Mohorevi družbi. To so najnovejša. Pred 2 letoma in zdaj, decembra lansko leto oziroma januarja letos,
še posekani svet. V moji slovenski verziji ni čisto identična z nemško, ampak je tako malo prirejena, ampak je tudi kar precej zelo pozitivnih kritik doživela zdaj v zadnjem času. Torej, ni prevod. Ni prevod, je izvirno delo, ker nisem sledil čisto prevodu. Ne bom jaz samega sebe prevaral, seveda sem liniji sledil, ampak sem jo malo oblikoval na drug način in dal slovensko melodijo. Seveda noter so tudi momenti o vojakih na tisti grozni soški fronti in tako naprej. Ja, in potem momenti o starem cesarju Francu Jožefu na Dunaju in vseh teh presukih do konca monarhije. Ja. No, ampak pravzaprav so vsa moja dela v nekem smislu zgodovinska, tudi tista, ki so eksperimentalna, pa če se imenujejo recimo karkoli, recimo če se imenujejo, naprimer, Lok. Logo nisva spregovorila. Recimo, tudi če se imenujejo Poslednja gora ali pa kaj. Ja, recimo Poslednja gora. To je pravzaprav knjiga, ki je šla v Ljubljani, moja prva knjiga v letu 1991 v Novi Sloveniji. Navezal sem se na Poslednjo goro in na te moje izkušnje z nevihtami in te knjige, ki niso direktno zgodovinske, ampak imajo neko zgodovinsko ozadje tudi v tem načinu eksperimenta. Ja, na to sem hotel opozoriti. Ja, nismo fotokopirali, stalno je izhajala v tiskarni, stalno. Torej, imeli smo eno majhno subvencijo že od začetka, tega avstrijskega Bundeskanzleramta, torej zveznega kanclerja, torej vlade Republike Avstrije, ampak v tej reviji pomembna je tudi zato, ker ni samo revija za avstrijsko oziroma nemško leposlovje, ampak je to tudi revija za prevode, nemške prevode iz tujih literatur. In tu smo veliko tudi slovenskega objavili, najrazličnejših avtorjev. Od že omenjenega Kocbeka, od že omenjenega Borisa Pahorja in tako dalje, do Daneta Zajca, Tauferja. Teksti vlogo so vse v nemškem jeziku. Vse v izvirnem, stalno strogo v nemščini, izvirnem nemškem prevodu. Ja. Recimo tudi tu je nekaj slovenskega, v tej zadnji številki. Ivo Antič, pisatelj, ki živi, in urednik in grafik, ki živi v Sloveniji, v Ljubljani, piše tudi v nemščini in nam pošilja tudi originalne tekste in spet nam je poslal en tak originalni tekst za revijo Lok. Ja. Pišemo pa tudi tu, jaz pišem kot esejist, pod rubriki Nove knjige in revije, v tej rubriki pišem o monografiji, ki je šla v nemščini na pobudo Graške univerze o koroški slovenski literaturi, o novih načinih slovenskih avtorjev in avtoric na Koroškem. Ker ta poudarek tej nove monografije o tem, da slovenski koroški avtorji ne pišejo svojih leposlovnih del več samo v slovenskem jeziku, temveč vedno znova in veliko tudi v nemškem jeziku. Recimo Maja Haderlap je opozorila svojo knjigo Angel pozabe, Der Engel des Vergessens, ki jo je napisala v nemščini, pravzaprav na usodo Slovencev na Koroškem in je s to knjigo, ki ni napisana v slovenščini, pravzaprav odprla vrata mnogim nemškim bralcem v svet slovenskega človeka na Koroškem. In tudi v Italiji, prepominjam tej moji kritiki, recimo v Trstu in Gorici živijo zdaj avtorji, ki pišejo poleg slovenščine
poleg knjig v slovenskem jeziku oziroma leposlovja, tudi v italijanščini. In tako daleč smo prišli, da nekateri pravzaprav v slovenskem okolju socializirani avtorji in avtorice pišejo samo v nemškem jeziku. Recimo Verena Gotthard piše skoraj samo v nemščini, čeprav je napisala nekaj tekstov leposlovnih tudi v slovenščini. In neka mlada publicistka in avtorica Messner piše pravzaprav zanimive knjige v nemščini. No, torej, to je ta moja revija. Bil sem pa urednik tudi različnih drugih revij slovenskih. Recimo omenim naj revijo Most, v kateri bo 12. oktobra v Ljubljani simpozij. Revija je pravzaprav nastala paralelno s tistim slovenskim novim gibanjem za odprto Slovenijo, s perspektivami in tako dalje, in z Pahorjevim zalivom v Trstu, z Mladjem pravzaprav tudi. In se je prizadevala zelo, da bi vključila različne elemente slovenstva v svoj krog, ampak da bi ta krog odprla tudi za mednarodno javnost. Kar. Ja, in v Trstu so se pojavili avtorji, ki so bili italijanskega rodu in ki so tudi sodelovali v Mostu. In revija Most je nenadoma postala dvojezična. Teksti so bili natisnjeni v slovenščini, v slovenskem originalu, v italijanskem prevodu ali pa v italijanskem originalu in slovenskem prevodu. Recimo sem napisal obširen tekst, esej o Rebulovi knjigi V Sibilinem vetru, ki je na njegovih najboljših del zame, torej tem nastajanju krščanstva, ja, v tem ospredju Evrope. In ta tekst je šel v slovenskem izvirniku in v italijanskem prevodu. Potem sem bil urednik Slovenske vesti, to je bila, za to uredništvo me je prosil pokojni Bert Pribac iz Avstralije, ki je v Canberri živel in bil tam knjižničar, v univerzitetni knjižnici, mislim, in je izdajal tako knjigo, tako revijo, ki je shajala kar precej časa. Bil sem urednik za Evropo in sem še vedno urednik legendarne zdomske revije Medobje, ki izhaja v Buenos Airesu, urednik za Evropo, ki vsaj enkrat na leto izide še kot neke vrste zbornik, ampak vedno tudi z izvirnimi, lepimi prispevki že tretje generacije Slovencev v Argentini, ampak tudi s prispevki drugih avtorjev iz Slovenije in iz zamejstva. In pa tudi s prispevki raznih drugih neslovenskih avtorjev. Ta revija je bila kot slovenska kulturna akcija in emigracija tabuizirana dolgo vrsto let. Ja, nekaj časa je vodil oziroma sourejeval Zorko Simčič, ki še vedno živi v visoki starosti zdaj v Sloveniji. Potem sem tudi bil urednik revije Srb, ki jo je Zagoričnik uredil skupaj z Rajkom Šuštaršičem, zdaj že pokojnim, oba sta pokojna v Ljubljani, in ta revija je ravno zdaj smrtjo Rajka Šuštaršiča zamrla v Sloveniji. No, tako da kar precej tudi obsežno revijalno delo, uredniško revijalno delo, pa kar precej obsežno časnikarsko delo, kot kulturni dopisnik za razne časopise, revije in tako dalje. V Sloveniji, v zamejstvu in pa tudi v nemškem svetu. Ja, ni zadnja, sta še dve knjigi za disidentom že išli. Torej Posekani svet, slovenski verziji, in zdaj pred 2 mesecema v Zagrebu Nočna vožnja za Jeruzalem, torej prevodi moje pesniške zbirke Nočna vožnja v Jeruzalem, ki je šla 2019. leta v
Celovcu pri založbi, pri manjši, ampak aktivni založbi Fran. No, v Disidentu, za kar sem zelo hvaležen Kulturnemu centru, zelo hvaležen, to je pravzaprav že 4. knjiga o mojem življenju in delu. Naj opozorim na vse te knjige, ki so izhajale v enem takem zanimivem zaporedju. Kot prva, če smem na to opozoriti, Prosim, ja. je šla v Buenos Airesu še pred demokratizacijo v Sloveniji knjiga Časomer življenja. To je moje življenje iz tistih mojih najbolj zapisov o mojem življenju, z mojih najbolj zgodnih let. Kot otrok, 3-letni, 4-letni, s prvimi spomini v okupirani Sloveniji, v Ljubljani, ko opazuje italijansko vojaško godbo, ki koraka mimo glavne pošte v Ljubljani in dirigent meče palico virtuozno v zrak in tako dalje. Ja, ampak fantek v tramvaju, ki vozi mimo, pravi, ti gotovo ne bodo zmagali. In potem nastopi smrtna tišina v tramvaju, zunaj pa piše Vinceremo, zmagali bomo, po napisih na stenah hiš v Ljubljani. No, to so spomini tudi na mojega očeta in mamo, aretacijo mojega očeta v Ljubljani leta 1944 in njegovo življenje v taborišču Dachau in moje preselitev iz Ljubljane k mojemu detku in babici in pradetku in prababici v Središču ob Dravi, kjer doživim konec druge svetovne vojne v rovih, pleteh, v bombnih napadih, opazujem, kako beže nemški vojaki, najprej disciplinirano s tovornjaki, vojaškimi avtomobili, ki vozijo več ur, cel dan, iz hrvaške strani in madžarske strani, skozi Središče ob Dravi proti severu, proti Ormožu, proti Radgoni in tako dalje, da se omaknejo pred boljševiki. Torej, najprej to časomer življenja smo že omenili. Ko sem prišel v Slovenijo, po dolgih 30 letih, ja, so me nagovorili pri Novi reviji, da bi kaj o svojem življenju povedal in napisal. No in nekako sem potem zbral moje spomine v knjigi Emigrant, ja, ki nekako beleži tisto dobo od časomera življenja naprej do leta 1990. Torej celotnih 30 let emigracije. Ja, sodelovanje s tujimi avtorji, boj za Edvarda Kocbeka, mednarodni kongresi Pen kluba, v kateri govorimo o Edvardu Kocbeku in take stvari. Moje uveljavljanje v nemškem svetu, potem pisanje za revije in tako dalje in tako dalje. Stiske, ja, tudi življenje za Most v Trstu, sodelovanje s Florjanom Lipušem pri reviji Mladje, spori in prijateljevanja s kolegi, ja, različna srečanja, ja, mednarodna in druga, tudi na Koroškem recimo, srečanje pri Beljaku in take stvari. Tej knjigi je sledila pri celjski Mohorevi družbi še knjiga Dune na poštni znamki v mojih novejših časih, novejših in starejših časih, mojem ukvarjanju z mojimi vnuki, ki jih je kar 5, ja, potem zapažena o mojem
poznejšem, starejšem zadnjem delu življenja, delo za literaturo, ja, potovanja v novih časih, v različne vzhodne dežele, pa tudi v sosednje dežele Avstrije, na Madžarsko, Češko, Slovaško in tako naprej, potovanja po Nemčiji, etc. do Poljske, ja, potovanja po vzhodni Nemčiji in tako dalje. Ja, in nazadnje je potem še kulturni center Maribor zabeležil še knjigo Disident, ki je pravzaprav pika na i v mojem življenju in delu in pravzaprav tista izžeta citrona tega, kar bi naj ostalo za tem mojim opusom. Zato sem seveda kulturnemu centru tudi zelo hvaležen in sem izjavim to ob tej priložnosti. Ja, zdaj nastajajo v tem težkem času, ki že drugo leto poteka, nastajajo koronske pesmi, junačenje v dobu koronavirusa, jih imenujem, jih je kar že za eno pesniško zbirko, se mi zdi, ampak jo nisem še zaključil, ker ta doba še kar nekako traja in me muči. In potem pišem v slovenščini en fantastično zgodbo, kot sem to imenoval. Koronske pesmi so v slovenščini, se pravičujem? Koronske pesmi so v slovenščini. Ja, pišem tudi eno fantastično zgodbo v slovenščini, ja, o Inštitutu za vzporedne vede, kjer ustvarjajo umetno inteligenco in ustvarjajo nekega človeka, ki ni več človek, ampak ki bo nadomestil to nesrečno bitje Homo sapiens. Ja, in tako naprej. In mednarodni različni raziskovalci, virologi, ja, in fiziki, ja, astronomi, astrologi sodelujejo pri tem čudnem inštitutu, ki ga vodi nek posebnež, ki pa je prišel iz Slovenije, profesor dr. Rakovec. No, to je tudi ena taka knjiga, ki je tudi že precej delov napisanih. Ja, vam tudi najlepša hvala za ta obisk na Dunaju in za zanimiv razgovor z mano.